Slaščice, cuker kuhne so od decembra lani na voljo tudi na Partizanski ulici. Več o tem, zakaj se je odločila za novo lokacijo in kaj vse je na voljo, nam je povedala lastnica lokala Pija Debeljak. Prvotni problem, ki se je pojavil na lokaciji na gradu, je bil prostorska stiska v kuhinji. In ko se je v bistvu sprostilo mesto v tem lokalu na Partizanski, sem videla odlično priložnost, da hkrati združim v prostoru kuhinjski in prodajni del, da v bistvu pripravljam v ločenem prostoru slaščice in s tem tudi z večjo kapaciteto prostora zagotovim tudi večjo ponudbo. In tako sem v bistvu nekako pridobila ta prostor, ga preuredila po svojih potrebah in pričela z delom tukaj, pekovskim delom. Tako da v bistvu največji problem, ki je bil, zakaj potreba po še dodatni lokaciji, je izhajala iz kuhinjskega dela. Torej imate tukaj na voljo vso potrebno opremo in pripomočke za peko? Ja, v bistvu dosti več lahko ustvarim v krajšem času, kar se tiče slaščic. Zalagam tukaj trgovinsko vitrino v sprednjem delu prostora in hkrati tudi v poletnem času je plan, da se iz tega prostora potem zalaga kavarniški del vitrine na gradu. Posledično je zaradi tega tudi ponudba bolj pestra. Katere izdelke torej ponujate strankam? Ja, jutro se vedno začne z dobrimi kvašenimi izdelki. Tako da tudi danes zjutraj pripravljam cimetove pavške in sveže pečene buhteljne z brusnično marmelado. Potem se moj pekovski dan začne z kremšnitami, ki so dnevno sveže, prirejene po popolnoma domačem receptu. Kasneje pa začnemo dodajati tekom dneva tudi preostali del sladke ponudbe, se pravi tortice. Imamo potem tudi posebne svoje te hibridne princeske čokoladne, polnjene z vaniljevo kremo. V decembru je bila kar pestra ponudba piškotov prav tako. Hkrati pa se čez dan tudi sproti pripravljajo ponudba vafljev in palačink. Tako da imamo prav posebne japonske vaflje z temi mehurčki, reče se jim bubble waffle. Tako da otroci so navdušeni nad njimi, jaz pa tudi. Kaj pa sestavine? Sestavine so trenutno, tiste bazične so precej iz lokalnega okolja. Zdaj v tem zimskem času sadja ni kar precej na razpolago, tako da te lokalno, koliko se uporabi, se lahko jabolkom. Tako da tudi priključimo v to našo arašidovo tortico z jabolkom. V planu je tudi, da pričnemo z tedensko ponudbo štrudljev. Čakamo na april, maj, da začnemo lahko z jagodami. Ste zaenkrat zadovoljni s prodajo? Kakšen je odziv strank? Ja, odlično je. Tukaj je zelo frekventna lokacija je. Pridobila sem ogromno novih strank, stare se vračajo. Na gradu je v bistvu res idilično okolje, vendar tistega trenutnega, ne ponudi trenutnega klika po povpraševanju, kar pa ta lokacija omogoča. In kdaj je ta lokal odprt? Kakšen je urnik? Zjutraj, od ponedeljka do petka odpiramo ob 7, pa zapiramo ob 5 popoldan. Ob sobotah pa pričnemo z delom ob 7 in zaključimo vikend ob 12. Od aprila naprej pa znova tudi v gradu? Ja, ko se bo temperature malo bolj stabilizirale, ko bo prijetne posedati na zunanji terasi, zaradi tega, ker zaradi trenutnih razmer in majhnosti prostora ne dopuščam možnosti sedenja v grajskem stolpu, predvsem iz preventivnih varnostnih razlogov. Takrat, ko bo pač možno posedeti na terasi, ko bodo prve temperature začele prijetno
prijetne postaje za posedeti, takrat pa se seveda lokacija na gradu ponovno odpira.